Spoštovane tovarišice in tovariši, drage gospe, ženske, spoštovani gostje. Dobrodošli na prireditvi v počastitev 8. marca, Mednarodnega dneva žensk. Danes praznujemo, proslavljamo in se spominjamo ženskega boja za enakopravnost in človekove pravice, ki jih imamo danes prepogosto za samoumevne. Pravico do odločanja o svojem telesu, pravico do dedovanja, pravico do političnega udejstvovanja in pravico do izobraževanja. Ravno slednji želimo ob letošnjem prazniku nameniti posebno pozornost. Sprva pravica do izobraževanja ni bila povsem jasno izražena. V prvi deklaraciji o otrokovih pravicah iz leta 1924 je zapisano zgolj, da je potrebno otrokom zagotoviti normalen razvoj v materialnem in duhovnem smislu. Šele po drugi svetovni vojni leta 1959 so to pravico razširili tudi na pravico do izobraževanja. Vsak otrok bi moral imeti pravico do šolanja, ki naj bo vsaj na osnovni šoli brezplačno in obvezno. V času narodno-osvobodilnega boja so se zavedali, da je znanje moč, ki človeku omogoča suverenost. Zato so že zelo zgodaj začeli ustanavljati partizanske šole, ki so imele velik pomen za ohranitev in razvoj slovenske narodne zavesti. V partizanskem šolstvu so posebno skrb namenjali predvsem opismenjevanju, poučevanju slovenskega jezika in slovenske zgodovine. Zavedali so se, da bo le izobražen narod lahko po vojni zgradil boljši svet. Partizanska
žalostno gledaš v svet? Zakaj pa dekle komaj 20 let, tak žalostno gledaš v svet? V hribe šel je, dragi moj, s fašisti bije težki boj. Morda je v krvi obležal nocoj, ko branil je narod svoj. Morda je v krvi obležal nocoj, ko branil je narod svoj. Dekle, ne bodi žalostno, odri si solze in oko. Tvoj fan gotovo vrne se, ko zvezda utrne se. Tvoj fan gotovo vrne se, ko zvezda utrne se. Ponosen vrne se junak, ovenčan slavoslavnih zmag. Igriskoma vrgel motitovko v zrak, ko stopil čez tvoj bo prak. Igriskoma vrgel motitovko v zrak, ko stopil čez tvoj bo prak. Za boljši svet so se v času narodno-osvobodilnega boja borili na vse možne načine. Narodno-osvobodilni boj tako ni potekal le na bojišču, temveč na vseh ravneh vsakdanjega življenja, tudi kot kulturni boj. Pomemben del kulturnega boja je bil kulturni molk, ki se je začel po legendarnem koncertu predvojnega akademskega pevskega zbora Ljubljanske univerze pod vodstvom Franceta Marolta.
12. decembra 1941 je v Unionski dvorani kot zadnja zadonela pesem Lipa zelenela je. Ta legendarni koncert je bil več kot zgolj le koncert. Bil je manifest, protest, zborovanje in upor slovenskega naroda, ki ga je organizirala OF. Ob petju domoljubne pesmi Lipa zelenela je, so se prisotni povezali s svojimi koreninami. Izrazili so svojo ljubezen do domovine in svobode. Posnetek koncerta se je ohranil po zaslugi Rudija Omota, ki je koncert posnel, in Emilije Soklič, ki ga je dolga leta hranila kot originalen filmski trak in ga je nedavno predala v hrambo RTV Slovenija. Kultura je imela v času narodno-osvobodilnega boja prav posebno vlogo, saj je tako kot šolstvo ohranjala upanje in spodbujala narodno zavedanje. Letos tako praznujemo 80. obletnico Slovenskega narodnega gledališča, ki je začelo delovati v Črnomlju januarja 1944. Kot del repertoarja Slovenskega narodnega gledališča so poleg partizanskih skečev, ki so nastajali na terenu, uprizarjali dela uglednih tujih in domačih avtorjev, kar je gledališče postavilo ob bok drugim podobnim evropskim gledališčem. Aprila leta 1944 pa je svojo 80 let trajajočo pot kot invalidski pevski zbor pod vodstvom Karla Pahorja pričel tudi partizanski pevski zbor, ki je 9. maja 1945 s pesmijo vkorakal v osvobojeno Ljubljano. Pomen partizanske pesmi povzemajo naslednji verzi Karla Destovnika Kajuha, ki hkrati služijo kot napoved za današnjo gostjo Ditko, ki jo na klaviaturah spremlja oče Gorazd Čepin. Moja pesem ni le moja pesem, to je krik vseh nas. Moja pesem ni le moja pesem, to je boj vseh nas. Težkih časih, to se pravi brez mladosti, biti mlad. Zreti starega sveta propad, skrivati premnogo nad, to se pravi biti mlad. Moja pesem moja pesem, to je krik vseh nas. Moja pesem, ni le moja pesem, to je boj vseh nas. Biti mlad v teh težkih časih, to se pravi brez mladosti, biti mlad. Sredi starega sveta propad, skrivati premnogo nad, to se pravi
biti mlad. Moja pesem ni le moja pesem, to je krik vseh nas. Moja pesem ni le moja pesem, to je boj vseh nas. Pa vendar je sreča biti mlad. In polna. Moja pesem ni le moja pesem, to je krik vseh nas. Moja pesem ni le moja pesem, to je boj vseh nas. Neke noči, kot bi srebrna ptica preletela mrak obokov, nas bo stramil šum potokov. Med vrbami in jelšami, hiteči z vetrom in oblaki, v svetlejši novi svet. Kakor da ne moremo verjeti, bomo počasi odprli oči in se nasmehnili, kot v davnem snu objeti. Sama bodo se odprla vrata, kot jetnikom se odpro. Pred nami bosta gozd in trata in stari topol za vasjo. Začeli bomo tiho peti in bomo šli naprej in naprej, dokler ne bomo zmedeni obstali pred novim čudežem cvetočih vej. V času narodno-osvobodilnega boja, v teh najtemnejših trenutkih človeštva, so ljudje verjeli v boljšo prihodnost. To je tudi glavni motiv pesmi Antona Vodnika iz Pomladnih pesmi, ki jo je recitiral Luka More, dijak gimnazije Poljane. Ljubljana je bila v času okupacije v marsičem edinstvena, v evropskem in svetovnem merilu. Če omenim samo dve izstopajoči dogajanji. Kljub temu, da je bilo mesto obdano z bodečo žico in je bila vojna, so ženske več tednov zapored organizirale masovne demonstracije, s katerimi so želele opozoriti na položaj zapornikov. In še drugo, skrb za otroke ilegalčke, ki so bili skriti tik pred sovražnikovimi očmi. Ti dve dejanji kažeta na veliko solidarnost, nesebičnost in pogum Ljubljančank in Ljubljančanov. S temi vrednotami je prepredeno mesto heroj,
mesto Ljubljana. Zato mi je v veliko čast, da lahko danes k slavnostnemu nagovoru povabim župana Mestne občine Ljubljana, tovariša Zorana Jankovića, ki spodbuja in nadaljuje udejanjanje teh vrednot. Dober večer želim najprej vam, spoštovane in drage mame, žene, hčere, tovarišice in tovariši, ki spremljamo naše najdražje. In to željo na začetku te iskrene čestitke za 8. marec našim dragim tovarišicam želim, da bi se čim več dni v letu počutile, da je v tisti dan 8. marec. Ker že tako in tako podpirajo 3 vogale v hiši, pa jim vsaj tisti en vogal in tisto občudovanje lahko izkažemo vsak dan. Pa naj mi bo dovoljeno, da pozdravim nekatere tu iz prve vrste. Začel bom našo ministrico. Dober večer, dobrodošla, Nasica Katičeva. Pa predsednika Zveze borcev Slovenije, dober večer, Vaš Marjan. Ne morem mimo častnega veščanja prvega predsednika tovariša Mila Kučana, dober večer. In vzel sem si pravico, da kršim protokol, za konec sem pustil tovarišico, ki to organizira že vsa leta, Julko Žibert. Dokler bo Julka tu v Ljubljani upravljala to svoje delo, se za partizanščino ni potrebno bati. Tudi danes je pripravila izvrsten program s svojimi sodelavci, pripravila je celo lahko pojedino, ker smo že nekako v letih, pa ne smemo preveč večer jesti. In enostavno, kot je bila prej beseda o manifestu v kulturi, tudi ta dvorana zadnjih 20 let postaja in prerašča manifest. Prihajamo ljudje, ki spoštujemo to našo svetlo zgodovino, spoštujemo zgodovino mesta Heroj, ki je že takrat bilo svobodno mesto, kot si videli, verjetno bi lahko rekel, da je že takrat bilo najlepše mesto na svetu. Ampak je bilo ograjeno, pa ga niso mogli vsi videti, tako da je tu edina razlika. In nedvomno sem jaz danes slavnostni govornik samo zato, da lahko napovem naslednjo pesem Partizanskega pevskega zbora, ki ga posebej pozdravljam. Koliko časa lahko govorim? Ko bomo zapeli neuradno himno mesta Ljubljane. Titovi partizani so bili na strani zmagovalcev v drugi svetovni vojni, tistih, ki so premagali največje zlo, nacizem in fašizem. Takrat z upanjem v boljšo bodočnost smo si mislili, konec je te morije, nikoli več ne se ponovi, kajti te izkušnje, te strahote, ki so se opisale v mnogih knjigah, ne bi bilo opozorilo in opomin, da se to več ne zgodi. Pa smo v današnjih časih pravzaprav pred veliko dilemo, kam se bo ta svet obrnil. In eno od pomembnih zadev je tudi ta naša kultura. Kultura, ki v Ljubljani ni strošek, je investicija in dajemo 11% proračuna za kulturo brez investicij v kulturi. Začel sem pa s tem zato, ker smo tudi bili organizatorji Rute, to je srečanje gledališč vseh glavnih mest bivše skupne države, ki skupaj nastopajo, in v tem sproščenem pogovoru na novinarski konferenci je postala nova ideja, ki je poskušam plasirati povsod, nova misija. In sicer pravi tako: Evropska unija ni med in mleko.
Pravijo, da medu je zmanjkalo, mleko se je skisalo oziroma se sirilo, ampak boljše variante kot te ni. In zagovarjamo širitev Evropske unije z novimi državami s slovansko dušo. Ta naj bi dala dodatno vrednost, dodatno občutljivost v vse te države in če bi imeli vse Slovane v Evropski uniji, potem nekaterih vojn ne bi bilo. Kako bomo s tem uspeli? Ali bo razumeli, ne znam povedati. Vendar smo dolžni smo do naših zanamcev, da to svoje občudovanje tega partizanskega boja in dela Zveze borcev skozi vsa ta desetletja enostavno prenašamo na najmlajše. Da ne pustimo, da nekateri poskušajo spremeniti našo zgodovino, našo herojsko zgodovino, imajo pravico do svojega mnenja, ampak mi smo pa dolžni, da to zgodovino ohranimo in prenesemo na nove generacije. In še vedno bom govoril isto kot vsa leta, dokler je to vodstvo Mestne občine Ljubljane, pri nas v Ljubljani ne bo domobranskih spomenikov. Brez da bi koga kaj žalil. Mrtvi ne počivajo v miru. Ampak to vsem pomeni, počivajte v miru, imate svoje sledilce, svoje naslednike, vsak ima pravico, da ima svoje mnenje, ampak zgodovina samo eni zapisana. In to je ključno, kar bomo držali. Danes sem jaz tudi prenašalec pozdrava predsednika vlade Roberta Goloba, ki je zbolel, sicer bi bil z nami. Ko sem ga vprašal, kaj naj sporočim v tvojem imenu, našim današnjim udeležencem, je rekel samo en stavek in jaz ga prenašam. Ta stavek je približno tako zgleda, da partizani so mogoče, da je nastala naša država in tudi ta boj, ki sloni iz ljudi, kot smo mi, na teh partizanskih vrednotah in načelih, je skozi vsa ta desetletja ohranil Slovenijo v tej pravi smeri. Torej, to vam prenašam in vas lepo pozdravljam. Evropa je v zelo težki situaciji. Včasih tisti, ki so bili sovražniki, so postali zavezniki, tisti, ki so bili zavezniki, so danes sovražniki in ravno težko je razumeti, da to, kar se je gradilo skozi desetletja, se lahko tako hitro poruši. Ne bom razpravljal o tej svetovni politiki, da v Evropi sledimo preveč slepo ameriškim idealom, imajo izjemno, kako bi rekel, možnost izbire novega predsednika. Ne vemo, kaj se bo zgodilo, ali pa vemo, da bo pač en izgubil z močno razliko, ampak zelo me skrbi, zakaj se ne moramo pri nas v Evropi skozi skupnost vseh držav pripraviti, da tudi branimo svoje načela in svoje vrednote. Ne, da bi kaj imeli proti, ampak trdim, da so ta naša evropska načela še vedno na mnogo višjem nivoju, kot jih dobimo uvožene. V sami naši državi je situacija, včasih bi rekel, lahko šizofrena. Imeli smo tisto, kar smo hoteli, dobili smo mir, danes lahko brez skrbi hodimo in se pogovarjamo in ne pričakujemo, da nas kdo prisluškuje ali pa da nas kdo uvaja. To je tisto, kar smo hoteli najbolj, mir, da lahko mirno živimo svoje življenje, da lahko živimo skupaj in spoštujemo vse različnosti. In to je to sporočilo Ljubljane že vsa ta leta. Ampak, ko se vprašamo, zakaj toliko težav, lahko ugotavljamo tudi dobre stvari, reakcija po poplavah, dvig pokojnin, ki je nepomemben, in zdaj vidim, da tudi gre koncu pogajanja s sindikati, kar je nujno potrebno, da imamo mir. Se pravi, da so vsi udeleženci, tako tisti, ki ustvarijo svojim delom dodano vrednost. Podjetje, ki hoče uspeti, in to so izkušnje moje, zakaj sem jaz levičar, mora na prvo mesto postaviti socialni kapital, človek. Tudi v teh
v računalniških podjetjih se ne da človeka nadomestiti. Ampak človeka treba spoštovati in mu tudi omogočiti, da s prihodki, ki jih dobi, živi normalno življenje. Tisto, kar bi jaz rad tu sporočil, da vem, da smo v času kapitalizma, ampak enostavno tudi tisti, ki so lastniki tovarn, tako domači kot tujci, se morajo obrniti in svojim sodelavcem dati tisto, kar zaslužijo svojim delom. Imamo primere zelo dobrih podjetij, ki postavljajo na prvo mesto svojega sodelavca in te imajo uspeh na dolgi rok. Ta druga stvar, ki je zdravstvena reforma, kot veste, smo pred enim letom bili v Ljubljani največji problem v tej državi, zaradi tega, ker je bilo 30 tisoč ljudi brez zdravnika, pri čemer imamo 35 tisoč ljudi, ki imajo svojega zdravnika v Ljubljani, izven Ljubljane, celo iz tujine. Pozivali so me praktično vsak drugi dan, naj zamenjam direktorico. Povedal bom to, kar sem rekel takrat ministru, ne, ker je odlična direktorica. Povem samo eno stvar, en podatek. Ta stavka zdravnikov, ki jih vodi Fides, je popolnoma nepotrebna. Jaz mislim, da gre tle za osebni prestiž novega vodstva Fidesa, ki poskuša nekaj dokazati, ampak odgovor v Ljubljani, pa tega nisem jaz ne zahteval nekaj drugega, imamo v zdravstvenem domu Ljubljana 426 zdravnikov. A veste, koliko od njih stavka? 6. 426. In to je odgovor na to dobro delo. V roku enega meseca bomo na trgu na 10 delovnih brigad v naši stavbi odprli 10 ambulant za otroke, ki potrebujejo psihosocialno pomoč. To bo ta prvi center v Sloveniji, ki bo na tem delu in enostavno s tem bomo pokazali, da ta odnos. Še letos bomo odprli tudi ambulanto na isti osnovi v Klečah, ampak za starejše. Se pravi, zavedamo se vsi skupaj, da smo ljudje v tej situaciji lahko v težkih dilemah, ki včasih tudi ne zdržimo tega do konca. Tako da pravim, vračamo vero v zdravstvo, vračamo vero v tem, tu imam profesor Lukanoviča, ki sigurno ne stavka. Res, da je zdaj že v pokoju, ampak tudi v pokoju dela, ampak vračamo vero v to, da je treba dati zdravstvu prav tisto, kar imajo, ampak prvi odnos, prva zahteva zdravnikov je medicinskega osebja, na prvem mestu mora biti pacient. In sprejeli smo sklep, odlok v mestni občini, da zdravnikom, ki pridejo delati v zdravstveni dom Ljubljana, dajemo neprofitno stanovanje. Se pravi, po najemnini, ki je 4,5 evrov na kvadratni meter. To, kar imamo tudi skozi te razpise. Razpisali smo nove kadrovske štipendije in je zanimivo, kaj se javlja. Včasih bi rekel, da ta poklic družinskega zdravnika ni prav cenjen med kolegi, ker bi vsi bili neki kirurgi, plastiki, ampak potrebe po družinskih zdravnikih je izjemno velika in potreba bo tudi po pediatrih. Tako da zaključujem s tem, sama Ljubljana je v izjemno dobri kondiciji, imam najboljšo ekipo, tako da se jim zahvaljujem skozi vsa teh 17 let. Tudi zdaj imamo projekte, ki so nam lahko v ponos, gradimo v tem trenutku 300 stanovanj, 88 te bomo prevzeli že konec meseca in nekako računamo, da v 5 letih naredimo 1500 stanovanj, potrebni 3000, govorim samo mestni stanovanjski sklad. Država se je to odločila, da bo v Ljubljani gradila stanovanja. Pričakujem, da se bo resničil projekt študentskega kampusa, nekako 2000 postelj. To bi pomenilo, da bi bile nižje najemnine, ker študente ne bi bili več kandidati za stanovanje v privatnih objektih. In kot tako, spet v tem dogovoru, ki ga nekako zelo korektno vodimo z državo, moram povedati, da bomo naše projekte zaključili. Tudi ta kanal C0, ki je vse menda, zdaj so vsi ratali strokovnjaki na njemu. Mi imamo vsa pravnomočna gradbena dovoljenja, manjka nam še
od 12.100 metrov skozi Ljubljano, manjka nam samo še 128 metrov in to v Stožicah, tam pri hipodromu. Imamo ljudje, ki očitno živijo samo zato, da nagajajo, ampak mi smo svojo pravico dobili na sodišču, tako da enostavno čakamo to zadnje gradbeno dovoljenje in potem bomo pripojili vseh od 98% objektov v Ljubljani na sistem, ker če tega ne naredimo do drugega leta, bo država Slovenija plačevala škodo oziroma kazen, ki je predpisala Evropska unija. In jaz tega ne razumem. To je projekt Evrope, ki je dala 68 milijonov, projekt države, ki je dala 12 milijonov in 3 občin, ki smo dali 35 milijonov. In zdaj kar naenkrat se pregovarjamo po vseh teh časih, Medvode pa Vodice, ki so bili del ljubljanske občine Šiška, imajo že uporabna dovoljenja, se pravi teoretično bi oni lahko spustili že odplake, ki bi prišle ven v Savo, se pravi ob Tomaču oziroma pri konjeniškem centru, imamo že uporabno dovoljenje za čistilno napravo, čakamo samo teh 128 metrov, da to združimo. Da ne govorim, da tudi Brod, Stanižiče nismo mogli začeti delati, ker enostavno nima možnosti priklopa na kanalizacijo. Da jaz ne bom s tem mučil, ker bi rad to slišal, to pesem. Za konec bi rad še to povedal, da smo v tej državi, v tej Evropi, mi ena svetla izjema. In to sem trdno prepričan, varno mesto, tudi proglašeno najbolj varno, čisto mesto, mesto dobrih ljudi, pravzaprav mesto, ki sprejme vsakogar tako, kot je treba. Zaključil bom s tem, da smo mi prosili vlado, naj ta migracijski center, ki je na cesti v Gorice, imaš tisto postelj, zdaj v poletju je bilo 1000 oseb, kar je preveč enostavno potem bilo, da se razprši po Sloveniji, enostavno, da ni vse na koncu. Veste, kaj je odgovor, Kolegi župani pravijo, kot je bilo zadnjič slišati, se mi bi, ampak so se občani uprli. Sem rekel, pa se jaz tudi lahko to sobo krat 10 povečam, pa tudi jaz perem na protest. Ampak ali smo pomislili, da so tu tudi ljudje, ki so zbežali iz svojih držav zaradi nesreč, ki se tam dogajajo. In zdaj sem prepričan, da bojo tudi to speljali. In poleg tega odnosa do ljudi, do vseh ljudi, je tudi okoljsko pomembno vprašanje. Povedal bom še enkrat to, kar sem ves čas razlagal. Mi smo zelena prestolnica v tem delu Evrope edina. Zelena prestolnica Evrope edina. Tudi Dunaj ni, ki je mesto res izvrstno. Zato pravim, da težimo za tem. Vidim, da je včeraj sprejet ta zakon glede Anhovega, kar ga pozdravljam, ker mora biti izenačeno. Mi bomo tudi gradili sežigalnico to na Barju. Na Barju. Na Barju ne več v Mostah. In če bi tako rekel, zdaj, da mi ne zamerite, ampak glede razdalje, sem jaz najbližji te bodoči sežigalnici. Ampak ta bo najbolj čista in ta bo imela ne tisto, kar Evropa dovoljuje, najboljše rezultate, ampak mi bomo šli pod njimi, še niže izpuste bomo imeli, kot jih Evropa odpisuje. Zaključek tega so nam doktorji očitali, da je Ljubljana kotlina, da ni prevetrena kot Dunaj. Pa sem jaz takrat odgovoril, gospod doktor, dajte se vi ukvarjati svojim, pa povejte, to, kar znate, pa zato so meteorologi. Naredili smo, dobili smo meteorološko poročilo, pri nas inverzija v Ljubljani na 200 metrov višine. Naš dimnik bo visok 250 metrov in potem je še ta potisk izpusta še 50 metrov, tako da bo 100 metrov nad inverzijo. In potem bom vprašal, kaj pa je zdaj odgovor, razen da ne marate župana, pa to je njihova pravica. Tako da hvala, da ste me poslušali. Julka, hvala, da si mi omogočila, da tle stopim. Vsa ta leta je tle biti izjemno prijeten in zdaj veste, zdaj bomo vsi skupaj ostali, ker prihaja naša himna. Hvala lepa in pa srečno Ljubljana, srečno Slovenija. Pozdrav!
Partizani v 2 metra visokem snegu, prezebli in lačni, hej, brigade, hitite, zapojo. Pesem vliva novo moč, vsak se podvoji, vsak se potroji, sovražnik osupel, okamenel obstoji. Ne razume partizanskega ponosa, bolšči. Bila sem mlada, najstnica, zelo mlada. Samo živeli smo drugače kot danes. Okupator je zasedel našo deželo, domovino. In zakaj smo se upirali? Jaz sem živela, rojena in hodila v šolo v Zagorju ob Savi. To je bila tako imenovana Untersteiermark. In nam je bilo prepovedano govoriti lastni materin jezik. Kako da se ne bi upirali? Jaz sem z 15,5 leti šla v partizane. Razne dolžnosti sem imela. Tudi učiteljica partizanska sem bila. Tovarišica Valči je organizirala pouk v partizanski šoli v vasi Češnice pod Menino planino. V eni izmed svojih knjig je zapisala: naša šola je bila improvizirana, nenavadna, ampak imeli smo jo radi, posebej jaz. Pouk je potekal na pol porušeni stavbi. Na eno od sten so pritrdili vrata, ki so tako postala šolska tabla. Od nekod so prinesli 3 ali 4 šolske klopi, za njimi pa na 2 štora položili desko, klop za starejše učence. Pouk je za vse učence, 14 jih je bilo, potekal v enem prostoru. Pouk je tako potekal približno 1 mesec, nato pa se je začela zimska ofenziva in z njo Valčina pot v Šlandrovi brigadi. Šla je med ostale ponosne, predvsem mlade ljudi. Naš komandant na Menini planini, Franc Sever Franta, ki nas je rešil, da sem še živa, ni imel 22 let. 500 partizank in partizanov je rešil iz objema 12,000 SS-ovcev. Moč ni v številu, moč srce rodi, domovino ljubezen ohranja. Junakinja, ne, kot vsaka nas, v sovraštvu zla, a v ljubezni, kakor jagnje. Kot ognjenika, nezadržna sila, hoteč živeti, biti znova jaz. Živeti, dihati v svobodnem zraku, slutiti rast, lepoto, drobne bilke, ljubiti vsak drhtljaj ljudi in zemlje, slediti živih slednjemu koraku. Med nebom in zemljo si obnemela. V dežju in vihri je srce zastalo. Minil je sen, sovraštvo je ostalo. In še ljubezen, ki bo v nas živela. In zakaj? Čemu? Ker si strastno ljubila teptani dom, pravico do življenja. Ker si strastno goreče sovražila najmanjši gib, vsako najmanjšo kretnjo teptanih, ponižanih dlani? Nihče ne ve o deklici, ki bosa kreče stravnike. Nihče ne ve o deklici, ki nemo tam čez reko zre. Nihče ne ve in ti ne ve,
z mano si in te skrbi, kot druga sem in spet beži tja daleč stran. Jesenski dež. Nihče ne ve o deklici, ki bosa gre po ulici. Nihče ne ve o deklici, ki zjutraj jo boli ime. Nihče ne ve in ti ne veš, ki z mano si in te skrbi, kot druga sem in spet beži tja daleč stran, neznano kam. Nihče ne ve, nihče ne ve o deklici. Nihče ne ve. Daleč stran, kraljestvo sam. Del pesmi Erne Musar je recitirala Maja Martina Mrljak. Tudi sodobni ples je imel pomembno vlogo v kulturnem življenju medvojnega časa. Znana je partizanska plesalka Brina, Marta Pavlin, ki je po prihodu v partizane konec avgusta 1943 postala članica kulturniške skupine 14. divizije. Skupino je vodil pesnik Karel Destovnik Kajuh. Brina je le nekaj tednov po prihodu v partizane zaplesala na Gozdni jasi pred številnimi borci Rabske brigade, kateri pripadniki so bili osvobojeni interniranci fašističnega koncentracijskega taborišča na otoku Rabu. Preteklo leto smo praznovali 80 let od osvoboditve tega taborišča. Njen ples je izražal poseben pogum, saj je bila med njim povsem samosvoja. Zvesto in zavestno je zavrgla vse formalistične gibe, ki se jih je priučila, in iskala pristen, svež izraz, ki prihaja iz človekove potrebe po gibanju. Med plesom je bila povsem svobodna. Z oblaki in zemljo je pesem ubrala. Igral na svirel je le veter spremljavo, ko sredi gozdov je na jasi plesala. Prilila se je med grmovje in travo, spuščene lase je po zraku razdala, meja ni bilo več med njo in naravo. Nevihta se z bliskih krog nje zagnala, uboge roke je v neurju vihravo, neusmiljena sapa trdno je suvala,
krivila njemo oči je bežno postavo in vrglo jo je, kot bi brez stalo stala. Iskala zavetja za nežno je glavo in drevesa so z listjami zlatim sijala, ko tiho je legla v cvetno ponjavo. Je te laisserai des mots en dessous de ta porte, en dessous de la mur qui chante, tout près de la place où tes pieds passent, cachés dans les trous dans ton divan. Et quand tu es seul pendant un instant, Ni mogoče, razum mi dopušča, srce pa kar noče, da sploh ne utišem, se vem, da ne laže, ko se gre po svoje, spet pot mi pokaže, si hodi v vrsti, jaz grem pa po svoje, brez veze, a vendar lepo je, ujete so želje, za vse so predpisi, srce pa mi pravi, ne bodi, kar nisi. Ne mar mi za norme, vsata pravila, ničesar ne rabim, želim si le krila. Letela bom zase, svobodna kot ptica, ne bo več dosegla me vaša resnica. Vsi nosijo maske, jaz nočem se skriti, verjamem še v sanje, želim le ljubiti. V sveti služba, blešči se napisi, srce pa mi pravi, ne bodi, kar nisi. Ne bodi, kar nisi. Ki ne moram, ki res ni mogoče, srce pa kar noče, ne. Ga sploh ne utišem, se vem, da ne laže, ko se gre po svoje, spet pot mi pokaže.
brez veze, a vendarle boje. Ujete so želje, za vse so predpisi, srce pa mi pravi, ne bodi, kar nisi. Ne bodi, kar nisi. Letela bom zase, svobodna kot ptica, ničesar ne rabi, ne. Vsi hodijo v vrsti, jaz grem pa po svoje, brez veze, a vendarle boje. Ujete so želje, za vse so predpisi, srce pa mi pravi, ne bodi, kar nisi. Iskati venomer, tavati in iskati. Tiho od kraja do kraja, vedno v pravo smer. In iz srca dajati lepoto, ki v njem nastaja. Liti se v noč in dan, temo in luč dojeti. A iskati svetlobo zarje, ki ne sije za manj. Z lučjo stvari objeti. V sebi blažiti viharje. Dojeti dih pozab, z njim vse zlo ublažiti. Človeka soditi blago. Biti gibanja slab, hrabro se boriti. Ob delu iskati zmago. Loving you is easy 'cause you're beautiful. Making love with you is all I wanna do. Loving you is more than just a dream come true. And everything that I do is out of loving you. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la, doom doom doo doo. No one else can make me feel the colors that you bring. Stay with me while we grow old, and we will live each day in springtime. 'Cause loving you has made my life so beautiful, and every day of my life is filled with loving you. Loving you, I see your soul come shining through. And every time that we, ooh, I'm more in love with you. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, doom doom doo doo. Ženske so v času druge svetovne vojne prevzele najrazličnejše vloge.
Bile so tovarišice v prvih bojnih črtah, zdravnice, ki so v nemogočih pogojih reševale življenja, negovalke, ki so v najtežjih trenutkih nudile uteho in toplo dlan, zaščitnice najšibkejših, učiteljice prihodnjih rodov. In bile so umetnice, kulturnice, ki so svojim delom nudile uteho in up rojakom in soborcem. Verjele so v boljšo prihodnost za celoten narod, saj so imele pred sabo jasen cilj, svobodno življenje. O upanju in skoraj nedosegljivih ciljih govori tudi pesem Južni otok Kajeta Nakoviča, ki jo bo recitirala Ema Erna Weber, dijakinja Gimnazije Poljane. Je Južni otok. Je. Daleč v neznanem morju je pika na obzorju. Je lisa iz megle. Med svitom in temo iz bele vode vzhaja in neizmerno traja in v hipu gre na dno. In morje od slasti je težko in pijano in solz zatiska rano in slutnja, da ga ni. Da so na temnem dnu samo zasute školjke in veje grenke oljke in zibanje mahu. A voda se odpre in močna zvezda vzide in nova ladja pride in Južni otok je. Čez mesto, ki zdaj se prebuja, gre tisoč nevidnih poti. Usoda pa ve za križ potja in mnoge neznane smeri. Še sveže so zjutraj novice, po ulici kruza diši. Snov tiho se pesem začenja, najlepši si konec želi. Naj plujejo ladje po srečo, da vlaki so polni želja. Naj vodijo ceste do cilja in ne gre do srca. Spet upam, da prideš tot mimo in iskre zagledaš v oči. Ujameš trenutek ob kavi, na šipo narišeš nasmeh. Ki hrani spomine, vse drugo uganka se zdi. Kdo čaka, kdo gre in kdo pride, kaj znova lahko se zgodi. Vedute so polne svetlobe, še sence imajo oči. S koraki, ki nimajo časa, spet jutro prehitro beži. Naj plujejo ladje po srečo, ne vlaki so polni želja. Naj vodijo ceste do cilja in ne
ne gre do srca. Spet upam, da prideš tot mimo in iskre zagledaš v oči. Ujameš trenutek ob kavi, na šipo narišeš nasmeh. Ne vlaki so polni želja, naj vodijo ceste do cilja in ne gre do srca. Spet upam, da prideš tot mimo in iskre zagledaš v oči. Ujameš trenutek ob kavi, na šipo narišeš nasmeh. Naj plujejo ladje po srečo, ne vlaki so polni želja, naj vodijo ceste do cilja in ne gre do srca. Spet upam, da prideš tot mimo in iskre zagledaš v oči. Ujameš trenutek ob kavi, na šipo narišeš nasmeh. Današnji kulturni program namenjen vsem vam, spoštovane tovarišice, ženske, mame, sestre, sodelavke, prijateljice, se s tem počasi zaključuje. Naj se ob koncu iskreno zahvalim vsem sodelujočim. Partizanskemu pevskemu zboru z dirigentom Jakobom Barbo, v spremljavi Branka Sladiča na harmoniki. Partizanski pevski zbor bo svojo 80. obletnico proslavil s koncertom v Cankarjevem domu, in sicer 5. junija. Vstopnice so že v prodaji. Zahvalila bi se Ditki Čepin ob spremljavi Gorazda Čepina. Plesalkam plesne šole Impuls. Igralki Maji Martini Merljak. Zahvaljujemo se Emi Erni Weber in Lukatu More, dijakinji in dijaku Gimnazije Poljane, ki sta se pripravljala pod mentorstvom Mateje Pandel. Program so povezovali Lina Potočki-Vozni in Mojca Poredoš. Tudi scenarij je pripravila doktorica Mojca Poredoš, projekcijo pa Iztok Pipan, televizija Medvode. Iskrena hvala vam za spremljanje današnjega programa, oblikovanega z mislijo prav na vas. Slovesnost bomo zaključili s partizansko pesmijo v izvedbi Partizanskega pevskega zbora pod vodstvom Jakoba Barbo in ob spremljavi Branka Sladiča na harmoniki. Po zaključku pa vas vse v imenu organizatorjev prijazno vabimo v preddverje na tovariški klepet in pogostitev. Hvala.
Palice svojo so pesem zapele, strah je pretreslo